Ja, Luka, veš, mene pa boli koleno, ne. Po vsakega od nas je že kdaj kaj bolelo. Ko sem se udaril prej v avtu, ko sem šel do tebe iz avta in seveda sem butnil s kolenom v vrata in pojavil se je bolečinski signal, buf, v glavo sem dobil signal, zbudi se, ne, avč, seveda sem hotel takoj reči tiste lepe besede, ki jih ponavadi rečemo o bolečini, ne. Pa mi daj malo razloži ti, ki se ukvarjaš z bolečino toliko poglobljeno tudi znanstvenega in praktičnega stališča, kaj je to bolečina in kako deluje v različnih situacijah na naše telo? V bistvu bolečina je v osnovi varovalni mehanizem. Torej, njen namen je, da nas opozori na nevarnost, dejansko ali potencialno, in nas motivira, da glede situacije nekaj spremenimo. Torej, ti si se vdaril v koleno, si začutil bolečino, si pogledal, kaj se je zgodilo, te je opozorilo, tu se je nekaj zgodilo, in te motiviralo, da glede tega nekaj storiš. Zdaj, če je bila poškodba dovolj velika, bi šel zdravniku, ne vem, bi si povil nogo, bi šepal, bi trajala bolečina dlje, spremeni tvoj način vedenja, mišljenja in čustvovanja, ne nazadnje. Zdaj, odvisno od obsega bolečine, predvsem čustvovanje, vedenje in misli spremenijo temu primerno. Torej, če je poškodba večja, bo tudi sprememba večja, ne? V tem kontekstu. In če da spet ta primer, kako sem se udaril v koleno, tukaj je pač namen bolečine, torej da mene odvrne od tega, da bi jaz še ponavljal to neumnost naprej, ne? Naslednjič, ko boš to storil, boš to naredil bolj pozorno, ne boš tako hitro stopil z avta ven, recimo, ne? V tem primeru te zaščiti, ker te želi obvarovati pred nadaljnjo poškodbo. Torej, v bistvu v tem kontekstu je bolečina, tako kot so tudi včasem že govorili, torej bolečina pač ima nek namen, torej da ti pove, kaj je nevarno, kaj ne, ne? Ampak zanimivo pa je, da dostikrat vidimo tudi, sploh dan danes, veliko število ljudi, ki pa ne počne nič nevarnega, ne počne nič adrenalinsko nevarnih športov, ne skače s padalom, ne hodi v ring se tepst, ne boksat, pa vseeno živijo v hudih kroničnih bolečinah v telesu. Kje je potem tukaj varovanje, oziroma pred čem nas potem varuje, ne? Torej, živimo v vedno bolj varnem svetu, ne? To je pač ravno to, ne, ker načeloma je bolečina koristna. Zelo nam koristi, ker nas opozori na poškodbo, tako pravim, nas motivira, da glede tega nekaj spremenimo, zdaj se damo hanzaplast gor na prst, kjer smo se vrezali, ali pa obiščemo fizioterapeuta, ne? Ali pa zdravnika, v teh primerih, ko je bolečina kronična, pa nastane na tak malo bolj subtilen način, ne vem, sediš za računalnikom, pa naenkrat začne malo križ boleti. Tudi v tem primeru je na nek način bolečina koristna, ker te želi motivirati, da spremeniš gibanje. Ker želi, da iz sedečega položaja, zdaj, če bom še dolgo tako sedel, bom najverjetneje začel čutiti v kolenih in bom mogel malo nogo stegniti. To je namen bolečine. Ampak zdi se mi, da v današnji družbi dostikrat te občutke zaviramo. Mi moramo delati. Jaz ne morem zdaj nehati delati pa spremeniti gibanje. Jaz pač moram dalje sedeti, kar pomeni, da to nekako zatiram, tega nočem čutiti. Padem v delo, bolečina malo zgine, pa se spet pojavi, pa je njena pogostost in jakost v bistvu vedno večja za časom. Zato, ker nismo naredili tega, kar bolečina želi od nas. Torej, nismo spremenili vedenja, nismo spremenili mišljenja na ta kontekst in nismo naredili tega, kar nas bolečina želi motivirati. Nismo upoštevali bolečine kot take. Recimo čist brezvezni primer, da razumemo, kak je bolečina alarmni sistem oziroma zaščitni sistem. Če se mi dva vozimo v avto, imamo na armaturki kup nekih lučk, bencin recimo, kazalnik, ki je sma, gor je lučka, se vklopi, ko si na onem, in več, če bomo mi dva to lučko ignorirala, ali pa jo pokrila, ali pa izklopila, kot naredimo recimo z analgetiki, vzajemo protibolečinsko tableto, bolečina se zmanjša, nismo pa nič vedenskega spremenili. Lučka še vedno sveti,
se moje ne vidimo več. Tako, zakrili smo. Ja. Točno to. Ne? In pač avto bo crknil, slej ko prej. Ne? Če bomo mi dva ignorirala dovolj dolgo, pomeni, da bomo zmanjkala, mislim, ostala bomo brez goriva. Ne? In v tem kontekstu isto pač mi vzamemo protibolečinsko tableto, gremo dalje delati, ne spremenimo vedenja, ne začnemo telovaditi, ne poiščemo pomoči in zaradi tega pač potem pride dejansko tudi do večjih težav. Ne? Torej, v bistvu na avtu se pržge, če davate isti primer za avto telo, se pržge lučka, ponovadi predno je še kakšna velika strukturna sprememba v avtu. Je podobno tudi s telesom? Tudi s telesom. Čist brezvezen primer. Ja. Kot sem rekel prej, bolečina nas opozori na dejansko ali potencialno nevarnost v našem življenju. Ne? Lahko zdaj, ker to poskusimo, primi se za svoje uho, pa se stisni tako, da te zaboli. Okay? Si? Ja. Lahko spustiš. Ni poškodbe. Ne? Ni poškodbe, ja, tako, ja. Bolečina se pojavi, preden se poškodujemo. Ne? Če bi šel jaz zdaj slikati to na magnetno resonanco? Ne bi bilo nič. Ne bi bilo nič. Ja, točno to. Ne? In v bistvu obstaja en taki tampon, buffer med poškodbo tkiva in bolečino. To pomeni, da se poškodba tkiva pojavi pogosto kasneje, kot pa sama bolečina. To je tudi njen cilj in to je tu igra veliko vlogo spomin. Če mi dva se učimo od drugih, v bistvu smo papige. Ne, smeh je nalezljiv, zehanje je nalezljivo, gibanje je nalezljivo, vse to se učimo od drugih. Ne? In v bistvu najo bolečina uči, da v prihodnih situacijah reagiramo drugače. Ne? V bistvu najo motivira, da če se znajdemo v isti situaciji, da spremenijo to, kar so prej delali narobe. In lahko najo v isti situaciji, ker smo si kdaj poškodovala tkivo, torej če imamo, recimo, ne vem, če se peljemo mimo kraja, kjer smo se poškodovala, pa imamo slab dan, se lahko pojavi bolečina. Brez bilo kakve strukturne poškodbe. Ali pa spremembe v položaju. Točno to. Zgolj zaradi kompletnega konteksta, ki vpliva na pojavnost bolečine. Ne? Kontekst je tu pač zelo pomemben. Torej sam socialni kontekst v bistvu v tem primeru. Ja, psihosocialni, spomin, misli, prepričanja. Ne? Jaz sem zdaj pred kratkim se enkrat to zavedal, ne? Recimo križ. Ja. Križ je pri nas krščansko pomeni trpljenje. Ne? Okay, ja. In kako močno, lahko rečemo, da nima pomena, ne? Ampak kako močno je v našo družbeno kulturo to ovito, da že sama fraza križ me boli. Dost negativna je, ne? Dost ima tak... nosim križ. Ne? Ja, nosim križ na svojem hrbtu. Tak v tem kontekstu. Ne? In več pomembno je, da tudi mi čistimo svoj jezik. Ne? Da tudi mi razmišljamo, kaj jaz z človekom, ko prije k meni, govorim. Kako že semantika besede. Jezikoslovje, na metafore, ne? Vse to, kar uporabljamo, je zelo pomembno. Ne? Po čem bi pa rekel, da prepoznaš to pri svojih ljudeh, s katerim delaš, ravno to, kar si zdaj govoril, odziv na besede? Ker se mi zdi, da je to pomembno, potem bolečino prepoznamo pri njih tudi preko, torej moramo imeti neke signale, kako prepoznavati. Ne? Ja, kaj subtilne razumem, da ločimo recimo med tem, ali je zdaj to res strukturna težava, ne vem, hernija v ledvenih hrbtenici, ne? Ja, pa ga res to boli, ne? To, ne? Recimo, da povzroča bolečino. Ali ga boli, kako ti komuniciraš. Točno to, ne? To v bistvu vidimo skozi njihove besede. Anamneza je zelo, zelo, zelo pomembna. To pomeni, poškodba tkiva ima dost natančen redosled. Ne vem, če se jaz vrežem na prstu, me bo to bolelo nekaj časa, ampak se bo zacelilo, je okej. Tudi vem, da je prognoza dobra. To pomeni, da bo se najverjetneje dobro rešilo. Ker ti je znana poškodba, da to znana poškodba, imel si jo že, ne vem, nekaj. To je res zaščita, veš. Ne? In v bistvu tu se bolečina pojavlja, ko tkivo obremenimo. Če se ga dotaknemo, če ga damo nezavedno
v žep. Recimo, to si tudi ti pisal, sem bral tvoj odlomek o palcu, da če se beremo trtro džinsa, naj bo opozoril, da naslednjič to naredimo bolj pozorno in se spet vrnemo k tvojemu kolenu prej, naj jo v bistvu uči, kak naj ravnamo drugič bolje. Pri teh senzibiliziranih pacientih ali pa senzitiziranih pacientih, ki pa jih boli 15 let, 10 let, 5 let recimo, pa ni več tak natančnega, mehanskega triggerja, povzročevalca. Mislim, njega bo bolelo v nedeljo zvečer. Ni zdaj to pogojeno s tem, ali on danes se ful gibal, ali se ful ni gibal, ampak pač nedelja popoldan, ne glede na to, kaj dela, recimo. Ali pa vrtoglavice, ki so pridružene, pa potem tudi bruhanje pri nekaterih, recimo migrena. Povzroči kup nekih stvari, ki, mislim, v bistvu se ne odziva bolečina tak natančno oziroma specifično na obremenitev tkiva. Pri zvinu gležnja, če bomo mi dva želela ponoviti isti gib kot takrat, ko smo si gležnjo zvila, nama bolečina to ne bo dovolila. Bo rekla ne. V trenutku, ko bomo hotela, bo Medtem ko pri bolečini v križu pa lahko vidiš, da včasih boli zjutraj, včasih boli popoldan, pojavlja se dost bolj, rečimo, nerelevantno nagibanje. Ali pa mogoče ne znamo niti sami oceniti, katero gibanje. Ni tako specifično. Točno to. Dost teže ljudje določajo vzorec. Pri tetivi ti bo rekel, na začetku treninga me začne boleti, potem pa me neha, pa me po treningu spet boli. Pri odskoku, tako. Recimo, ob obremenitvi bo bolečina. Tam pa je to malo bolj tak, včasih je, včasih ni, ko je, drugi faktori, spet kontekst. Spet kontekst. Kako bi rekel, pa pridemo sploh do tega, ko si rekel, da te ljudje, ki pa so 10-15 let v kronični bolečini, so pa drugačen primer, kako bi pa rekel, pa nastane tak tip pacienta, tak tip bolečine? Misliš, da kaj se razvije? Tako, kako se to sploh razvije, ta cel postopek od začetne? Tu nekaj imamo, recimo, pogostost pojava epizode bolečine v križu je 18%. Torej enkrat v življenju bo 18% ljudi izkusilo bolečino v križu. Ampak samo 20% jih razvije kronično. Kaj se zgodi zdaj s temi 60%? Prognoza za teh 80% je dosti dobra. To pomeni, da v roku 2 tednov bo nehalo boleti. Če narediš karkoli ali pa nič. Bolj ali manj preneha. Jaz bi rekel, da tukaj igrata glavno vlogo dva faktorja. To je v bistvu ta fear avoidance model, torej strah in izogibanje pred aktivnostjo. To pomeni, da se vležemo, dokler me ne neha boleti, ne naredim nič in če me karkoli boli, neham z aktivnostjo. To nam ne koristi. Zato, ker bomo v bistvu šli tak pod toleranco tkiva, da bo tudi tkivo zgubilo svoje sposobnosti, atrofirano, celostno. Tudi v socialnem okolju ne bomo toliko hodili na pijače, ker nam bo to povzročalo težav, na šport itd. Potem samo še globje gremo kot v... Se bo bolečina pojavljala vedno prej. Slabše, ko smo pripravljeni, prej se poškodujemo, recimo. In če nehamo delati stvari za dolgo obdobje, bomo slabši v tkivu. Ampak te ljudi je bolelo, in ker so probali delati stvari, jih je bolelo in so nehali. Kaj bi morali nadaljevati? Različno. Težko je zdaj to reči tako posplošeno. Načeloma smernice, ki zdaj sem ravno pred kratkim bral en zanimiv članek, smernice dejansko dajo na svet, ostanite aktivni in hodite dalje v službo. To je pač študija, zdaj to je individualno. Jaz mislim, da to tako posplošiti ne smemo, ker vseeno pri herniji, jaz osebno mislim, če je obsežna, vleži se, počivaj, razbremeni, počakaj 2-3 dni, ocenjuj svojo bolečino in se postopoma vračaj spet v gibanje. Je pa to preveč individualno, da bi lahko rekel, po 3. dnevu se pa vstaneš pa greš. Odvisno. Oziroma, morda na začetku so te primeri bolečine res bolj, kaj bi rekel, vsaj jasno bi rekel, da so mogoče res bolj mehanskega vzroka, torej da nekdo, ki razume
njihove obremenitve in kako napačno obremenjujejo telo, verjetno lahko marsikaj pomaga, ne? Bolj me pa zanima ta, kako bi rekel, ta prelomnica, ki je pa v bistvu nekdo, ki je imel nek mehanski trigger, ne? Pa ga morda ni čisto do konca razrešil, ne? Torej ni dobro mehanično zadeve nekako razrešil, ne? Z pravilnim gibanjem, s pravilno izvedbo vaj, obremenitev v službi doma in tako naprej, ki misliš, da se potem razvije, pa potem ta biopsihosocialni tip pacienta, ne? Kdaj pa ta človek postane, da je kroničen, da ni več toliko mehanski tip bolečine. Ne? Tu veliko vlogo igramo mi dva. Ja. Ne? Recimo, ne vem, dostikrat imaš paciente, ki jim zdravniki rečejo, ko prijo z njim z bolečino v križu, ne dajo jim omejitve, koliko časa naj počivajo. Rečejo jim, vležite se, dajo jim protibolečinske tablete, kar je koristno. Ne? Protibolečinske tablete so vrejo, če jih znamo pravilno uporabljati. Torej, ne da vzamem protibolečinsko tableto, varim delati, ampak da ko več ne zmorem zdržati bolečine, pa sem v varnem položaju, torej ležim, vzamem tableto. Potem pa ne grem delati na vrt. Ne? Da imam občutek, kaj se z mojo bolečino, ker bolečina je še vedno koristna v začetnih fazah. Uči nas o tem, kaj je za nas ok in kaj ne. In rečemo, če priješ ti k zdravniku, pa ti ne reče, to imate pa zdaj res hernijo, pa še sliko pokaže, gledajte, tu se je ven izbočilo, zdaj pa ne smete dvigovati več kot 5 kg, brez časovnega okvira, brez vedenja. Točno tako je, za celo življenje zaznamujelo. Točno to. In to je pa potem tisto prepričanje, ta psihološki del, ki vpliva na to, da bolečina vztraja. Ker mi nikoli, jaz imam še danes paciente, ki pač, ne vem, so že načeloma ok, živijo normalno življenje, občasno čuti kako bolečino, kdaj ali pa karkoli, ampak še vedno ima prepričanje, da on ne sme dvigovati. Zato, ker je imel enkrat pred 5-10 leti hernijo. Tudi 30-40 leti nazaj, če mi je zdravnik rekel, ne dvigovati. V bistvu je treba v ljudeh, po mojem mnenju, spremeniti to statičnost diagnoze v bioplastičnost človeka. Diagnoza je statična, človek pa ne. Mi se konstantno spreminjamo, konstantno prilagajamo in ljudje pa imajo idejo, jaz tako imam hernijo. Torej, če imamo preč statično diagnozo, lahko dobimo, namesto da bi dobili spremembo človeka, ki je v osnovi plastičen, kot rečeš, dobimo tudi statičnega človeka, ki ostane tam, kjer se tista diagnoza konča. Točno to. Ker diagnoze so neki termini, ki opišejo trenutno stanje, ampak to je trenutno stanje. Pomeni, da ga lahko spremenimo. Pa pogosto tudi samo iz negativnega gledišča, ne ponujajo rešitev. Seveda, če mi dva pogledamo samo izvid, problem pove. Seveda, če mi dva pogledamo izvid, mislim, to je kup nerazumljivih besed, degenerativne obrabe, znižani prostori, stisnjeni živci, zožan neuroforamenski prostor. Kar so že pogosto mi je zanimivo, ko vidim na izidih, pa tudi skomi stranke govorijo, da so že normalne fraze, ki zgolj opisujejo normalne krivine hrbtenice, pacientom razložene tako, kot da so to bolezni. Mi pridejo ljudje pa mi rečejo, da imajo kifozo ali pa da imajo lordozo in tako. Jaz jim rečem, jaz tudi. Čestitam. Isto. Torej, bravo. Sva že dva. Tako da tukaj definitivno je problem tega, potem tudi iz tega biopsihosocialnega modela, če gledamo, da torej je pacient na začetku bombardiran v bistvu samo z nekimi negativnimi stres informacijami, če prav razumem. Ja. Ne moramo reči čist vedno. Obstajajo po mojem zdravniki, ljudje v zdravstvenem, zelo pogosto rečemo, večinoma, tudi imajo malo časa. Ima 7 minut, on prije z bolečino v križu, kaj lahko jaz v 7 minutah s pacientom naredim? Nič. Iskreno, jaz nijem v 7 minutah, komaj zdaj kako mu je ime, ali ima otroke, mislim, jaz rabim vsaj uro, da ugotovim, kaj je z njim, da se pogovoriš normalno, kako on dojema svoje izvide. Ker to, kaj piše na izvedu, meni ni toliko pomembno, tudi je, seveda, pregledaš izvide, ampak bolj pomembno je, kaj si je on zapomnil iz izvida.
Ne? Ravno včeraj sem imel en primer, kjer je prišla gospa, mislim, da imam bolečine zdaj 5 let in izvide mi, da tukaj jaz se namensko ignoriram izvide, jih ne gledam na začetku, ne? Pač res gledam pacienta. Ja. In sem jo na koncu vprašal, in kaj ste si vi zapomnili iz tega kupa izvidov tukaj? Ne? Ja. Reče, ja, to imam živec stisnen, vse imam nekaj premaknjeno, vse imam zvito, vse je zlepljeno skup. Ne, pa sem si tako, ok. In potem grem, pogledam izvide, gospa je stara 65 let. Ne, mislim, osteofiti, degenerativno znižanje, to je vse normalno. Tako, to ni razlog, zakaj tebe boli, nujno. Ja, tako. Možno je. Ni nujno povezano. Točno to, ni nujno povezano. Ne? In potem jaz ne razložim, ker dejansko je imela pa izvide zelo dobre. Najverjetno je boljše od moje hrbtenice, če sem čisti iskren. In pač potem vidiš, ko razčistiš te pojme z njo, ker jaz imam čas. Ne, jaz si lahko vzamem uro časa, da ne razložim, kaj vsaka postavka v izvidu pomeni, ki jo pač jaz razumem. Ne? In potem prav vidiš ta spremembo, ker če gremo zdaj spet nazaj, ne, ona je imela prepričanje o svoji hrbtenici, da je šibka, da je nestabilna, da je pokvarjena, da je nič se da narediti. Ne? Jaz pa ji dam idejo, da njena hrbtenica je stabilna, če ni, lahko postane, da njene hrbtenice ni kar tak zlomiti, da moraš kar z vreje višine past, da se to zlomi, če nimaš osteoporoze. In na nek način daš ljudem to samo zaupanje v lastni potencial, lastno sposobnost spremembe z gibanjem, učenjem in posledično tudi terapijami. Sploh, če se jim pol še pokaže v praksi, ne, da to res zmore, da jim daš neko nalogo, ko vidijo, da lahko. Ne. In tu pa prijete vi zelo lepo v igro. No, sej, ti to delaš. Ampak zanimivo, ne, kako potem moraš po domač povedan, jaz temu rečem, biti malo detektiv oziroma brat človeka. Pač mogoče par lahko na svetu, kako ti nekako dobiš to povezavo na čustveni ravni z svojimi pacienti, oziroma kako si lahko ljudje, ki so v takšnih kroničnih bolečinah, morda pomagajo, da začnejo razmišljati o svoji bolečini z malo drugačne, bolj produktivne perspektive. Zdaj, kako jaz spostavim povezavo z njimi, da prvo to poslušam. To je zelo pomembno, da čuješ, kaj ti pacienti govorijo, ne, da pač pogosto tudi jaz sem to naredil, ker se ukvarjam s tem zdaj recimo 2 leti, leto pa pol, ne, da na drugačen način poslušam paciente, ker me je dosti zanimalo, v kateri okvir tkiva bi zdal zdaj to njegovo anamnezo. Ali je zdaj tetiva, ali je disk, ali je vez, ali je to zdaj, ne, in me vse ostalo, kar ni bilo povezano z timelineom, časovnico, ni tako zanimalo. Zato, ker enostavno nisem tega mogel nekako razumeti, ali kako bi rekel. Ne. Tako si dobro si rekel, detektiv, opazovanje. Jaz opazujem, kako se mogoče kdo zdrzne, ko kaj reče. Kakva je mimika, kak je vse, kak je ton glasu, kak prije človek urejen k tebi, koliko skrbi zase in za svoje socialno življenje, koliko se je sposoben o svojem stanju pošaliti, ne nazadnje. Koliko je to za njega katastrofalno. Tako. Koliko pa to za njega že malce... Pač tragikomično. Mislim, to traja že 15 let, noben ne ve, kaj je, hojiš se... Kakšen odnos do tega on. In tako kot jaz vidim sebe, detektiva drugih, povem to tudi pacientom. Postanite lasten detektiv. Boljše opazovanje svojega gibanja, misli, prepričanj, čustev, spominov, v glavnem celega spektra. Tako malo budistično, zenovsko, čuječe, da rečem. Da nismo, kolikokrat se komu zgodi, da prijejo do A do B z avtom, pa ne ve kak. To je avtopilot. To je totalno nezavedno. Priješ tja, mislim, meni se zdaj zgodi, prijem nekam, mislim tako, wow, kje sem se pa te peljal zdaj sploh. Nismo tukaj, nimamo časa in nam je služba bolj pomembna kot bolečina.
Ja. Če se vrnemo na začetek tistega, ki ga je začelo malo boleti, da bi ga spodbudilo, da se vstane, Razumete, ja. pa je zavrl, in lahko akutno bolečino preprečimo, da se razvije v kronično, tako da smo tu, ko naj boli. In kronično lahko razrešimo tako, da smo tukaj, ko naj boli. Da ji na nek način prisluhnemo, jo spoštujemo, ampak se ne bojimo. To se mi zdi pametno, ja. Ni vsaka bolečina nevarna. Kot smo gotovili prej, vsaka bolečina nam ne poškoduje. Mi imamo v naši praksi uporabljamo nekje vas 4. Torej, če boli do 4 od 10, 2 uri po aktivnosti, je ok. Si razbolel, ampak nisi poškodovan. Pač neki okvir je treba dati. Čisto nekako, jaz tudi do 3 jim rečem. Recimo, zdaj pač tudi malo preceniš, tako smo rekla, prej smo tudi mi dva detektiva, tako da malo preceniš, eni so po mojem malo nori, in bo pač za njega 4, se to še ni 4, pa je že v bistvu 6 recimo, ali pa je že skoraj poškodba tkiva, nekdo pa je ful senzibilen, in bo v trenutku, ne vem, to me boli, ne morem, takemu pa je treba reči, ok je, krepimo mišice, ne škodujemo hrbtenici. Tako. V tem kontekstu. Mogoče, da to malo razložiš, kako ne ljudje prepoznavajo različne tipe, mogoče da rečemo temu dobre ali pa slabe bolečine pri gibanju in pri življenju. Torej tisto, kar je posledica truda, neke neprijetnosti, bomo rekla temu, ko ni ravno hedonistično, ampak je verjetno lahko še vedno koristno za telo. Pa tisto, ki je pa v bistvu znak bolečine, da pa je nekaj narobe. To je zagotovo nekaj, kar traja dlje kot 2 tedna. Nekaj, kar traja dlje kot 2 tedna in se slabša, ne izboljšuje, najverjetneje ni ok. Nekaj, kar pa je muskelfiber, ki je tudi neka vrsta poškodba, ampak je toliko majhna poškodba, da se mi uspemo do naslednjega treninga prilagoditi, je ok. Se skozi bolečino, mi v bistvu, če imamo ta centralni živčni sistem, torej možgane in hrbtenjače zdravo in v bistvu nas realno opozarja na nevarnost, ni problem. Mi gremo do bolečine, čutimo bolečino, ampak vemo, da smo varni. Je ok. Zdaj, kje je ta točka? Mislim, da imajo to eni ljudje, to je mogoče tudi zanimivo vprašanje, ker mogoče malo nakazuješ na to, da eni ljudje, mislim, načeloma bi moral človek imeti centralni živčni sistem tako narejen, da nevarne situacije dojema realno. Boli takrat, ko je res treba, da boli, pa da je jakost takšna, kot je res treba, da ti sporoči, da je to koleno stran. Točno to. Mogoče pa potem nek drug del ljudi pa razvije to senzibilnost, da se malo korupcija naredi tega centralnega živčnega sistema, torej da preveč sporoča bolečino. To si dal takrat dober primer enkrat za tisto lopo. V bistvu je senzitizacija je kompleksna z temi ionskimi kanali in občutljivostjo na določene učinkovine, pa je to pač, mislim... Čistko laično bi pa... Laično pa lahko to zelo dobro predstavimo na lopi, ki jo imamo za orodje na vrtu. Na bolečino gledamo kot na alarmni sistem, na alarm, ki se sproži ob nevarnosti ali potencijalni nevarnosti. Torej, mi imamo lopo in če nekdo vdre v to lopo večkrat, jo bomo boljše zaščitila. Boljše ključavnice, boljši alarmni sistem, na senzorje, laserje, te še pesa bomo dali ven, v glavnem tak res narejema grad. Kar je kul. Mislim, mi smo zdaj to zaščitila. Nama ne morejo več vdreti. Ampak zdaj bo miška tekla skozi in bo alarm sprožila. In popolnoma enako se zgodi pri človeku, ki nevaren dražljaj opredeli kot nevaren. To je recimo opisujemo to kot hiperalgezija ali pa alodinija. To je povečana občutljivost, lahko je to periferno ali centralno. To, kar smo zdaj povedala, je centralna prilagoditev, torej se
v bistvu alarm sproži prehitro in je v bistvu koristno pri akutni poškodbi. Še vedno v bistvu moramo to gledati, to je koristna zadeva. Ni to slaba stran centralnega živčnega sistema. Ona želi zaščititi. Zato, ker mi nismo pravilno ravnali, je zaščito preveč. Tako smo prej govorili, če se vrežemo na prstu, bo področje okoli rdeče in če tudi ni poškodovano, bo bolelo na dotik. V sredini, kjer pa je prej zabolelo, bo pa zdaj bolelo še bolj. In se v bistvu tam postane bolj alarmantno. Informacije, ki prihajajo, so povečane, niso realne. In cilj je pač potem, kako zdaj to rešiti, skozi učenje gibanja, ki je varno. Torej, jaz tebi zaupam, da znaš ti meni pokazati vaje, ki so zame varne. Če bi jaz isto vajo naredil doma, bi me mogoče bolela. Prvo kot prvo, mogoče ne imel tako dobrega motoričnega nadzora, ne je bil prepričan, da sem varen, malo me je strah gibanja, ker me je zadnjič bolelo, zdaj pa mi ti rečeš, glej, ok je, to je varno, tu se ti nič ne bo zgodilo. In s tem mi vplivamo na ta psihosocialni dejavnik, ki se mu pač v praksi, čeprav nismo psihologi, ne moramo izogniti. Ne mogoče. Moramo ga razumeti, moramo ga uporabljati in pač delati z njim. Zanimivo je bilo mi je bil tudi ta primer, ki si ga dal, kako se senzibilnost našega telesa spreminja glede na naša pričakovanja oziroma glede na kontekst, v katerem smo. Kako lahko ena oseba, ne vem, ko sva prej govorila o tistih karateistih, ki lahko razbijajo opeke, kako lahko ta oseba obenem ne čuti bolečine pri udarcu v opeke, po drugi strani pa še vedno čuti žgečkanje ali pa čuti dotik svoje žene ali pa kot prijetno, pa potem dotik v nekega tujca pa čutimo kot lahko neprijetno, pa je isto mehansko močan dotik. Možgani tehtajo svet in se odločajo, kaj je varno ali nevarno. Glede na vse, ne samo na informacije iz tkiv, iz spomina, čustev, predvidevanja naših odzivov, misli, prepričanj, kulturnega okolja, družine. V glavnem, možgani ne opredeljujejo samo informacije iz tkiv. Mi dva imamo oči, ušesa, von. Pomembno je, da v naši praksi malo diši. Pomembno je, da je svetlo, da sem jaz urejen. Da je pozitivno vzdušje. Da je v bistvu celost... Glasba, zelo pomembna. Zelo pomembna. Tudi recimo glasba pomirja. In peč je res pomembna naš ton. Če bom se zdrl na pacienta, pa kak si to, pa kak te to ne znaš, ali pa bom rekel, pogledajte, jaz razumem, težko je, dajte poskusiti to tak pa tak. Velika razlika. In če gremo do konteksta, recimo tu so meni trigger točke zelo zanimive, torej močna masaža. Če recimo pride nekdo k meni na masažo, ga lahko jaz zelo močno stisnem. Bo ga sicer bolelo, ampak ne tak fejst. Če bi ga stisnil nek neznanec z isto jakostjo, ki mu ta oseba ne zaupa, bo bolečina krat 10 zagotovo. Meni zaupa, mnenja je, da mu to koristi, sprostil se je. Točno to. In po masaži dejansko čuti razbremenitev, čuti ta občutek sproščenosti. Torej, kako v bistvu tudi ta toleranca do bolečine v bistvu ni neka statična točka, ampak zelo fluidna točka, ki se jo da spreminjati. Bolečina se modulira z... Vse to je ravno ta... Mislim, vsi poznamo biopsihosocialni model zdravja. Vse kar ne bo, Zenko. Zdravja. V bistvu, mi v biopsihosocialni model v sredino dajemo zdravje. In bolečino dajemo pod biološki del. To je samo napaka v razumevanju. Torej, bolečino dajemo pod biološki del. To pravim, da je napaka. Bolečina je v sredini. Bolečina je modulirana z vsemi 3 komponentami. Pod biološki del spada nocicepcija. Ampak nocicepcija ni enako bolečina. Mogoče to še razložiš,
Pač mi imamo v telesu nociceptorje, ki so nevarnostni receptorji, ne bolečinski receptorji. Tudi ne prenašajo samo nevarnih dražljajev, ampak tudi nekaj mehaničnih A-delta C-vlakna. Prenašajo tudi druge sporočila, ne samo nevarnostnih sporočil. Ne? In mi dva imamo, recimo, gremo čist, to je bil en prvi takih primerov v vojni. 2/3 poškodovanih, resno poškodovanih, ni čutilo bolečine. To so prvo pripisovali šoku, adrenalinu, ne, kao se te ne boli, ono tretje, ne. Ampak če so pa jih zabodli z iglo, je pa čutil bolečino. Torej, to ne gre skupaj, ne? Zdaj, točno kaj je ta razlika, zakaj ga zdaj noga, ki je ni imel, ni bolela, pa je bilo kup nocicepcije, tu pa je bila mala nocicepcija, je verjetno zaradi teorije vrat. Gate teorije. Ja, ki se modulira, ne, v bistvu, mi dva imamo, ta gate teorij, ne, v bistvu na nivoju hrbtenjače, ena vrata, ki odločajo, ali bo zdaj dražljaj šel do možgan, ali ne bo šel. In ta vrata so modulirana tako iz periferije, kot iz možgana. Recimo prva stvar, ki jo vedno naredimo, ko se udarimo, pogledamo, da ocenimo in potem se pobožamo. Ne, se ne vem, ne, to je odziv. In ko mi dva pobožamo, vzdražimo druge receptorje, kar pomeni, da vrata zapremo za nocicepcijo. Tako. Torej ni bolečine. Nocicepcija še vedno prihaja do hrbtenjače, ampak ji ne dovolimo skozi. Ne dovolimo skozi, torej ne čutimo pa v bistvu... Nevarnega dražljaja. Nevaren dražljaj še vedno je, oziroma je bil. In več recimo to je najlažje razložiti na fantomski bolečini. Na uda, ki ga ni več. Tam nocicepcije ni, ne more biti. Ud pa še vedno čutiš. Točno to, ne. In 70% ljudi, ki je imelo amputacijo, doživlja fantomsko bolečino. Zato, ker čeprav uda več ni, v možganih še vedno je. Mi dva imamo v možganih virtualno telo. Če dam jaz roko za hrbet, bom vedel, ali sem palec dvignil ali ne. Tako, kot nek kinestetični občutek. Točno to. V bistvu imamo eno mapo, homunculus. In ko nama nogo odrežejo, sicer informacij od tukaj več ne bo. Kar pomeni, da bo malenkost manj natančna noga. Tudi vidne informacije več ne bo. Tako. Ampak nekaj pa še vedno ostaja od tega. In tu je pač ta catch. Ta kinestetični občutek za roko pa še vedno imamo, ali pa za nogo. Točno to. In potem se delajo te terapije z ogledali, da v bistvu mi recimo res dojamejo možgani. Probamo kao videti ud, ki ga ni. Točno to. In ga začutiti. Mogoče še o nocicepciji. Res, nocicepcija je del bolečine. Ni bolečina sama po sebi, ker recimo, dajmo čist tak, to je ta variabilna komponenta med poškodbo tkiva in bolečino. Si se kdaj vrezal na papirju? Možno, mislim, da sem se. Ogromno ljudi se je že. To je zelo, zelo mala poškodba. Res je, peče pa zelo. Točno to. In ta razlika med obsegom poškodbe in jakostjo bolečine tu ne igra, ni logična. In če razumemo nocicepcijo kot bolečino, to enostavno ne gre. Ni logično. Ni logično, Nocicepcija je zelo malo, bolečina je pa velika. Po drugi strani imamo pa kup primerov, ko imajo ljudje, ne vem, trgane noge, pa nož, ne vem, v glavi, pa vratu, pa mislim, brez bolečine. Popolnoma brez bolečine. In tu je pač ravno to, da obseg poškodbe nujno ne korelira z jakostjo bolečine. Kolikokrat se zgodi, da ne vem, delaš kaj, pa če se delam v gozdu ali pa karkoli in se vrežeš, mislim, v trenutku in to vem čez 3 ure. To je bila poškodba tkiva, ampak jaz sem bil zaposlen z drugimi stvarmi, to rad delam, mislim, to je meni, mislim, kup stvaritev udarja, ono tretje kup in ta vrata so zelo gibljiva. Zelo gibljiva so.
To je v bistvu dobra novica za vse, ki imajo kronične bolečine. Seveda, ker v bistvu mi moramo na nek način rekalibrirati centralni živčni sistem, da bolj realno ocenjuje informacije iz tkiva. Moramo biti bolj čuječi, bolj pozorni, več časa posvetiti sebi, da vidimo, kaj je za nas v resnici ogrožujoče in kaj mi mislimo, da je za nas ogrožujoče. Ker sam veš, 5 kil, to smo se že enkrat pogovarjala, ali dvigneš tu, ali dvigneš ob telesu pravilno, ogromna razlika. In mi se lahko naučimo gibati, lahko se okrepimo, lahko se desenzitiziramo. To pomeni, da, ne vem, sestanek je zagotovo slabši, če imamo glavo bolj. Če imamo glavo bolj, glavo bolj, slabši. In če vemo, da imamo sestanek, pa nas boli glava, bo najverjetneje glavo bolj še malo večji. Torej, to v bistvu zelo gibljiva stvar je. Če bomo mi pod stresom, se bomo overall slabše počutila. Ne vem, med gripo se včasih vrnejo stare bolečine. Pa nima to nobenega mehaničnega... Po drugi strani pa opažam, da ko pride ena nova težava, ki je morda večja od te trenutne, človek kar pozabi na to trenutno težavo, pa ga boli zdaj, ne vem, glavobol, pa ga zdaj ne boli več križ. To je tista bosanska tehnika, ne? Če te boli glava, se udari po nogi. Zdaj te ne bo več, glava bolela. Bi potem morda rekel kaj, da v takem primeru, torej pri delu z ljudmi s kroničnimi bolečinami, lahko moduliramo, si sam rekel, da lahko nastavimo bolečino. Nekakšen postopek bi to probal, torej človeka ga nekako mu, ker verjetno bo v tem primeru pri človeku tudi problem, da on tudi sam na čisto kognitivni ravni dojema nevarnost preveč nevarno, oziroma nenevarne stvari preveč nevarne. Točno to. Torej ga je treba kaj tudi na kognitivni ravni učiti čisto tako, iz racionalne razlage. Čisto objektivno. Tako sem rekel, pogledamo izvid in vidimo, ali je to res nevarno, ali je, ne vem, zlom vretenca, ki je objektivno nevaren za človeka in rabi zdravljenje, ali pa je to njegovo prepričanje, da je njegova hrbtenica totalno v K, ki ga ima že zadnjih 15 let. Vse to niso, mislim, redko kdo, noben se ne senzitizira takoj. To so leta in leta prepričanj, misli, izkušenj, ne nazadnje. Gre na, ne vem, to je tisto, ko prej sem govoril o tistem fear avoidance modelu, da v bistvu mi smo pod pragom in zato so tkiva vedno slabša. Imamo pa drug način, ki pa je tudi negativni, je pa boom bust. To pomeni, da no pain, no gain, brez bolečine ni napredka, ljudje, ki pa iščejo bolečino. Točno to. In recimo tak človek bo pa rekel, kar vse skupaj, jaz grem nas golf špilat. In bo šel na golf, kar je za njega objektivno nevarno, recimo. In bo imel 1 teden, 2 tedna, 3 tedne bolečine, recimo. In to pa mu da izkušnjo, da je gibanje za njega nevarno. Kar ga naslednjič demotivira. In bo šel mogoče neko drugo aktivnost, ampak bo vedno manj sposoben, ker bo atrofiral celostno. In mi moramo v bistvu ugotoviti, kje je tista baza, da ljudje se ne razbolijo. In tam potem gradimo postopoma, počasi, učimo jih o njihovem telesu, učimo jih o bioplastičnosti, učimo jih o bolečini kot taki, ravno o tem variabilnih komponentah, na zelo podoben način, kot mi dva zdaj tukaj. Pogovor. Seveda na zadnje pa prije, ne na zadnje, vmes že prije telovadba, kjer se izpostavljajo obremenitvam pod nadzorom, da so res varni fizično in miselno, da se počutijo varne. In potem kaj je najbolj pomembno tukaj, je to, da to ni pasivna tehnika. To ni novo zdravilo. Tako je, To ni nekaj, kjer boš ležal in možgani na off. To jaz tega ne morem spremeniti. To lahko oni spremenijo, kar je pa spet dobra informacija. Ker ne bojo rabili zapraviti gore denarja. Ti rabiš samo enega dobrega človeka, ki te zna malenkost voditi v teh stvareh, nekoga, ki mu zaupaš
ki te spodbuja in delaš vse sam. Ja, raziskuješ svoje misli, svoje čustva, svoje gibanje. Ne? Torej, v bistvu, tukaj vidimo, da doskrat se mi zdi, to se je zanimivo, da je izpostavljeno, da v bistvu na koncu je to na vsakemu posamezniku, ne? Ki z našo pomočjo seveda lahko nekaj več doseže, ne? Ampak koncu se pa te odgovornosti ne more rešiti. Ne. In se mi zdi, da tudi tukaj doskrat opažam neko vzorc, ne vem, kako se ti opazil, ampak pri kroničnih bolečinah, pri ljudeh, ki imajo že dolgo časa bolečine, opažam neko morda pomankanje te želje oziroma tudi vere v to, da lahko sami odpravijo svoje bolečine. Torej pomankanje morda zaradi strahu, po drugi strani pa tudi morda so vedno imeli nekega rešitelja zraven, ali je bilo to ne samo v strokovnem smislu, tudi v partnerskem smislu, ne? In čakajo na nekega odrešitelja, ki jim bo rešil muke. Tako. Mislim, saj tako opažam nek vzorc karakterni, no? Takšnih tipih ljudi. In zato mi je mogoče tukaj tudi za naju izziv, kako s takimi ljudmi v bistvu potem jih dobro bolj, morda naučiti bolj samo odgovornosti, samo v bistvu, zavestni. Da jih v bistvu znaš predstaviti, kaj se z njimi dogaja. Da v bistvu to je recimo, da pridobiš njihovo zaupanje, da jim res prisluhneš in da ko nimaš več, ko res ne veš več, ampak da jim hkrati ne daš vedeti, da pa so, mislim, da jim hkrati... Nisi odvisen od tebe, ne? Pa tudi, da niso neumni, ker so takšni, ne? Seveda ne, da ceniš njihovo iskrenost, da spoštuješ njihove besede. Torej, če meni nekdo reče, da ga boli 12 od 10, je to res. Ker druge merske enote za bolečino ni. Tako, ko se še meni mogoče zdi to, kdaj butasto, si mislim, da se ta mora za 12 boleti. Za koliko ga pa? Kdo lahko še pove, koliko tako, boli? Če ne on, ki ga boli, ne? To, ne? In za tem nekim nezaupanjem in za tem, recimo, ne vem, če tebi nekdo reče 12 od 10 me boli, pa ga pogledaš tako, rečeš, ste ziher, to je veliko nezaupanje. To mu daš vedeti, pa si ti ziher, da resnico govoriš, ne? In spet mu vzamemo to neko lastno... To se je zdaj zelo lastni potencial. Mi dva damo njegovo mnenje v nič. Njegovo mnenje je v bistvu v nič, ja. To se mi zdi zelo pomemben point, ker tukaj dostakrat opažam, da se potem te dolgoročne kronične bolečine, ne, zelo velika postanejo v bistvu nasveti, ki jih ljudje slišijo, ne, pri dolgoročnih kroničnih bolečinah, takšni, da jim strokovnjaki in tudi ljudje okoli govorijo, da ne samo odmislijo bolečino ali pa da ne postanejo močnejši v glavi ali pa da ne preprosto ali pa jim preprosto rečejo, da so bolečine v glavi. Kar so ugotovila, da je res, ne? Ampak če ostane sam pri tem nasvetu, predvidevam, da se strinjam, ker to je uničujoče. Točno to, ne? Isto kot je nasvet, več kot 5 kil ne smete dvigniti, ne? Jaz tudi nikoli pacientu, ali pa zelo redko pacientu na prvem posvetu povem, da je vsa bolečina v glavi. Ker bo v trenutku mislil, to je spet oniko, verjame, zdaj bo spet mi nekaj bluzo, da moram dihati. Ker ravno to ponovadi slišijo že, prvo stvar, da je itak v glavi. In to je dejstvo. To je dejstvo, ne? Ampak samo to reči je slabše, kot pa raj bodi tiho. Treba je dati v kontekst, kaj zdaj to za pacienta pomeni. Ker to je zelo pozitivna informacija. Če imaš orodje, kako jo rešiti. Če pa nimaš orodja, pa imaš 10 minut za njega, reče, to je v vaši glavi, tu imate izvide, pol pa je on tam zgubljen, pa to je v moji glavi, pa kako če jaz čutim v hrbtu, pa ne, tudi, tako pravim, tudi mi, zdravstveni delavci, moramo ogromno se učiti o tem, da res globoko dojamemo koncept, da bolečina ni nocicepcija. To je res zahtevno, tudi za mene zahtevno, še danes. Ker jaz tako razmišljam, kaki gib je bil. Še vedno razmišljam, kaki gib je naredil. In to pač terja nek čas, neko učenje, da res dojameš ta biopsihosocialni model
bolečine. Ne. Pa bi rekel, da pol moraš tudi ti, pa tudi mi moramo delati pol z ljudmi, ne samo seveda iz stališča gibanja, ampak da moramo to gibanje tudi bolj povezati in se bolje komunicirati, poglobiti tudi v njihovo privat življenje, torej stranke. 100%. Socialno. Torej pridobiti to zaupanje, 100%. Da nam zaupajo tudi tiste stvari, ki 100%. jih morda ne bi zaupali kar tako. Seveda, ne, tudi partnerji igrajo močno vlogo tu, ne. Mame, otroki, ne, igrajo prijatelji, igrajo močno vlogo. Ne. Dosti krat imamo recimo, ne vem, partner bo rekel, ženski, ki jo dolgo boli, ne vem, pa daj nehaj že jamati. Ja, nehaj že jamati. In spet ne prizna njene bolečine. Ne. To ni podpora iz strani partnerja. Ne. In ko se pacient nauči o svoji bolečini boljše, lahko tudi partner nauči. In je na nek način tudi partner vključen v ta cel proces razvoja ali pa zdravljenja bolečine. Ne? Včasih mora partner priti zdrav, ker jaz bom lažje razložil partneru, kaj se z njo dogaja, kot pa ona. Sigurno, ja. Ne? Ona nima znanja, je partner ne upošteva tako, kot bo mene. In pa jaz včasih rečem, pa pripeljite moža zdrav, ne? Pa se bomo skupaj govorili, vse to ni problem, ne? Sej, mislim, jaz z veseljem, bolje, da dva sliši tako. Točno to, jaz z veseljem razlagam o tem, on vam bo lahko pomagal. On bo potem v eni situaciji rekel, glej, vrejo si, ni to nevarno za tebe, ok, sma, to se nama dogaja, zato te boli, ne? Ker včasih ne vidimo. Te nevarnostne informacije v meni, ne, so v bistvu, jaz jih imenujem nimsi, da si ljudje lažje zapomnijo. Ne? Imamo varnostne informacije v meni, pa nevarnostne, ne? Nimsi in vimsi. In zelo dobro so skriti. To pomeni, da jih moramo res poglobljeno iskati v lastnem življenju, da ugotovimo, kaj je zdaj tisto, zakaj mene boli. Ali je to res gibanje, ali je pa to, ne vem, sodelavka, ki se je vrnila v službo, ali pa šla iz službe. Ali je to tisti mail pa projekt, ki se bliža, ali je to samo več sedenja, ali pa kombinacija. Najpogosteje je kombinacija vsega. Najpogosteje je dosti sedenja, dosti mailov, dosti projektov, dosti stresa in vse skupaj imamo torej nocicepcijo in vse ostale nevarne psihosocialne dejavnike, ki vplivajo na samo bolečino. Koliko pa misliš, da neka stoična filozofska drža vpliva na morda dojemanje kronične bolečine, predvsem tukaj mislim, a misliš, da je neke vrste odgovor tudi v tem, da ljudje, ki imajo neko kronično bolečino, pa da vidijo tudi, da znajo poiskati s teboj, ne, ali pa za nami, ne, kje je nek del vzroka, ne, to je recimo prej si imenil v službi sodelavka, ali pa šef je problem, ali pa naloge, ali pa pretiran stres. Bi rekel, da se takega pacienta potem moramo učiti tudi malo spremembe vrednotenja, kako gledajo na te naloge, kako gledajo na te stres učinke, torej da jih zdaj gledajo iz manj vrednostnega stališča oziroma iz malce manj rizičnega stališča, torej sprememba vrednostnega sistema. No? Seveda, vsekakor ne. Jaz tako v bistvu, tako sem rekel, obstajajo varnostne informacije in nevarnostne informacije, rečemo en čist brez veze ekstrem varnostne informacije ali pa varnega okolja je smeh z zelo dobrimi prijatelji ob glasbi v zelo prijetnem kafiču. To je zelo varno okolje. Ne? Zelo nevarno okolje je pa recimo dolgoletna bolečina v križu, že v osnovi. Potem imamo šefa, ki ne razume, sodelavko, ki je sitna in dolg dan v službi. Ne? To imamo zdaj dva ekstrema. Ne? In medtem jaz včasih rečem ljudem, pač, gledajte, ko bo težek projekt, morate vzeti popoldan si čas, iti z prijateljicami na kavo. Če tega ne zmorete, poslušajte glasbo. Ne? V bistvu, da se znajo z težkim, v bistvu težek projekt, torej neki nespremenljiv stres, obdamo z kup pozitivnimi stvarmi. Torej, Paul, misliš, da bomo v prihodnosti tudi vi, fizioterapeuti, tudi ti, v bistvu postali vedno bolj tudi neki mentori ljudem? Zagotovo. Coach. Zagotovo. Vedno manj bo tega, kot praviš, starih pasivnih načinov reševanja bolečine. 100%. Tudi dokazi kažejo v tej smeri. Vse znanstvene študije kažejo v pač
vadbo, ampak jaz pač mislim, da vadba koristi zaradi tega tako dobro, ker nam spremeni način življenja. Ne samo mehanistično, ampak če se jaz odločim vsak dan naenkrat vaditi 1 uro, mislim, to meni cel ritem spremeni. Najverjetneje bom se zbujal bolj natančno ali pa hodil spat. Vzel si bom 1 uro časa za sebe dnevno, kar je ne samo fizično dobro, ampak miselno, čustveno se poglabljam v sebe. Ker ko delamo mi 2 osnovne motorične vaje, recimo, ne vem, rolanje medenice ali pa napenjanje centra, karkoli pač že delamo v praksi, kar je tak mikro gibanje, moramo biti zelo zraven. Ne moramo mi razmišljati o službi, medtem ko mi razmišljamo, kako gibamo medenico. Ne? To pomeni, da smo tu. To pomeni, da damo misel v najno telo, v najno področje, ki je težava, in to je tudi namen bolečine. V trenutku, ko se urežemo, pogledamo. Najna celotna pozornost je tu. Kar pomeni, da... Zaboli še bolj. Ja, sploh če priteče kri. Mogoče, če ni krvi, boš tako, kaj se nič ni. In niti ne boli. V trenutku, ko priteče kri, tu smo zdaj spet pri tej multidimenzionalni izkušnji, v trenutku, ko priteče kri, se pogosto pojavi bolečina. Zato, ker imamo še eno informacijo o nevarnosti. Tokrat iz vizualnega vidika. Morda še to za konec. Koliko se ti pa zdi koliko se ti zdijo sami trenutki anksioznosti, torej bremen, stres učinkov v življenju, ki so preveliki, previsoki za naš trenutno sposobnost reševanja teh problemov. Pa to ne govorim samo o vadbi, ampak tudi problemov reševanja v službi, nalog v službi, doma in tako naprej. Koliko misliš, da so takšni trenutki v bistvu, koliko botrujejo pojav kroničnim bolečinam? Sam po mojem opažanju se mi zdi, da je to neke vrste pogoj, da človek sploh razvije kronično bolečino, ker tak človek se mi zdi, da je kronično se počuti nezmožnega reševanja problemov in iz tega tudi pride ali zakrčena drža, če gledamo mehansko, ali pa karkoli drugega. Mislim, to je dosti povezano. Ne? Če si zakrčen, tu boš tudi telesno, se to lahko mogoče vidiš v praksi neke osebnosti, ki so dosti rigidne, dosti trde, so tudi gibljive manj, recimo. Ne? In zagotovo seveda, ne? Mislim, spet smo pri nekem prilagajanju. Ne? Mi 2 obremenjujemo pač tkiva, zato ker delamo s tkivi, ne? In več obremenimo najprej minimalno in postopoma dodajamo. Ne? Postopoma. In isto je v življenjskem stresu, v cilji, vse to. Ne? Mislim, pa si ne vzamemo preveč. Ne? Točno to, ne? Ker bo bolelo. Ampak obenem tudi ne premalo, ker se bomo spet počutili neizpopolnjeni. Ravno prav. V bistvu je, tako sem že rekel na začetku, če je naš centralni živčni sistem dobro nastavljen, nam bo povedal. Ampak tudi, ko je dobro nastavljen, ga dostikrat ne čujemo. Mi smo, mail moram narediti, moram napisati, raje vzamem protibolečinsko, delo dalje, nima veze, ne rabim skrbeti za sebe, čutim kislino, čutim prebavne motnje, zategene mišice, ampak ne, jaz moram to narediti, mogoče grem na masažo. Morda se mi zdi, da ljudje pogosto premalo razmišljajo o tem, kako bi bolje organizirali delo, ne? Da bo zato manj anksioznosti. Ampak se raje fokusirajo na tiste naloge, ki so in jih delajo druga, s tem se počutijo seveda prepočasne, obenem napete in v stresu. Namesto da bi raje se morda kdaj ustavili, pa ne samo spočili, kot doskrat slišimo, dajte se relaks, ampak dajte se ustavi, ampak poglej širšo sliko. Torej, zakaj ne moreš upravljati toliko nalog? Ali si jih dal preveč, ali jih trenutno nisi s svojim znanjem sposoben toliko narediti, ali pa moraš morda znati bolje komunicirati z drugimi in sodelovati, da se to bolje porazdeli. Točno to. Torej, mogoče res malo, da pol v bistvu končamo tako, da ljudje bi se mogli malo več ustaviti pa razmisliti, ampak obenem tudi razmisliti o sebi, pa kako organizirati svoje življenje boljše. Da bojo ravno toliko imeli stresa, kot ga rabijo. In jaz mislim, da ko govorimo o stresu, moramo razmišljati o stresu širše. Ne samo stres fizično, ker tudi travma je stres. In stresorje imamo konstantno.
in so koristni. Ker Ja. višen kortizol, adrenalina je zelo koristen, Ja, ker ja. ti poveča fokus. Problem je, ko so preveč predolgo. Takrat pa na to pa mehanizmi niso navajeni. Nismo dovolj dobro natrenirani, čisto preprosto. Ja. Nismo še prilagojeni na nekaj takega. Ne? Morda znaš še tole, ker toliko spremljaš samo sceno, tudi biopsihosocialnega modela in tega. Si kaj opazil, koliko je pa kaj pojava kroničnih bolečin, kot jih imamo tukaj v naši družbi, morda v kakšnih drugih koncih sveta, morda v kakšnih drugačnih kulturnih okoljih, glede na to, da že govorijo o biopsihosocialnih modelih. Ne? Zdaj, točnih številk ne vem, ne? Je pa zagotovo pojavnost kronične bolečine večja v recimo bolj bogatih stvareh, ne? Zato ker tudi imamo, v bistvu se manj gibamo, ne? Manj smo s sabo, ne? Ni recimo, ne vem, dejansko ni časa, ne? Jaz sem čist ven iz sebe, rečejo ljudje, ne? In so v delu, so v okolici, so v družbi, so v socialnih omrežjih, ne? Tu so zelo, zelo redko, ne? Da grejo dejansko vase. Morda je naš izziv za prihodnost potem, ne? Kako, ker moderna, razvita, bogata družba je vseeno dost nova v zgodovini človeštva, ne? Kako naučiti, da je to človeško telo, ki je navajeno, ne? Revščine in bede v bistvu, ne? Trpljenja, ne? Kak na obilje, ne? Kako ga navaditi na obilje in kako v bistvu živeti dobro v svetu, ki je narejen tako, da bi mogli živeti dobro. Ja, res je. Zagotovo je to en izziv. En izziv, ne, kaj delamo. Super, Luka, hvala ti za pogovor. Pa se vidimo potem na seminarju, ne, Res je. V naslednjem letu. Res je.